Tam je namreč lastnik prašičje farme z lokev razlival gnojevko in to v neposredni bližini reke, hiš in gostišča, ki je takole samevalo v večernih urah, saj so gostje dobesedno pobegnili iz lokala. Ja, tukaj na sosednjem travniku so iz prašičje farme navozili 3 velike cisterne gnojnice in gosti so se kaj pa drugega odpravili naprej, verjetno proti Ljubljani. Jezni in razburjeni so bili tudi stanovalci bližnjih hiš. Na tej ulici tukaj so predvsem montažne hiše, ki vsak večer zračimo, sicer ne bi lepo spali, pa mislim, da bomo danes zaprti noter. Kot smo bili lansko poletje, 3 tedne, ko ni bilo dežja, ki je bil napovedan. Sem tako jezen, da rajš ne rečem, kaj bi naredil s temi. Da zgleda, da drugače ne bomo to rešili, kot državljansko nepokorščino zapreti ceste. Jaz sem ga tukaj stavil na cesti in se tako bohotno mi smejal, da kaj bi pa rad, da zakaj pa ne bi on smel voziti. In je rekel, da bo še tu vse polno navozili, vse polno. Republiška uredba sicer v času neposredno pred dežjem dopušča uporabo gnojevke na kmetijskih površinah, pravi pravnik Niko Šuštarič, vendar je v novem občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, ki velja od oktobra lani, izrecno navedeno, da 500 metrov od stanovanjskih, turističnih in prostočasnih površin, to se pravi rekreacijskih površin, ni dovoljeno razlivati gnojevke, niti uporabljati fitofarmacevtskih sredstev, ki bi lahko škodljivo vplivali na zdravje ljudi. Ne, to se ne bi smelo dogajati. In ljudje so upravičeno vznemirjeni. Res, da je napovedano deževje, ampak trenutno je pa situacija taka, da ne dežuje in da je vreme čisto normalno in da res smrdi in da to je nevzdržno. Prijava na Ministrstvo za okolje in prostor, za kmetijstvo in okolje, vsekakor bo podana tudi strani občine Črnomelj in verjetno tudi vseh ostalih. Na srečo je pozno zvečer v Črnomlju začelo deževati, a Črnomaljci se sprašujejo, kaj jih še čaka to jesen. V svojem mestu niso pripravljeni živeti z maskami na obrazu.